Dobrodošli v oddaji Kako si pa ti? Obljubili smo vam, da se bomo danes z jezo ukvarjali bolj praktično. Z nami je ponovno gospod Ivandič. Gospod Ivandič, kaj želijo ljudje, ki se jezijo na nas? Ja. Kadar se drugi jezijo na nas, je to znak, da se jim prvič dogaja nekaj zelo pomembnega. Drugič, oni razmišljajo o situaciji na nek svoj specifičen način, torej nekaj jih moti. In ponavadi, kadar so ljudje jezni, so prepričani, da imajo prav. To pomeni, da so upravičeni do svoje jeze, kajti če jo že kažejo, potem je pravzaprav en cel sklop enih predstav, že mimo, in so že v tem, lahko bi rekel, izrazu in pričakujejo ali pa zahtevajo za izraženjem jeze, da se jim prilagodimo, da njihove razloge upoštevamo kot verodostojne in te prave. Kako se ustrezno odzovemo, če se nekdo na nas jezi? Ustrezen odziv je najprej ta, da njihovo jezo upoštevamo. Da se na nek način strinjamo s tem, da so jezni, da dovoljujemo to jezo. Lahko bi rekli, razumem, da si jezen. Ali pa vidim, da si jezen, a mi lahko poveš, zakaj, ker ne razumem. Ali pa lahko rečemo, vidim, da sem s tem in tem povzročil jezo. Na ta način pravzaprav človeku potrdimo, da je on upravičeno jezen. Šele potem prihaja drugi korak, kjer mi lahko rečemo, upravičimo svoje vedenje ali pa pokažemo pravzaprav svojo sliko stvarnosti. Jezen človek nas kliče predvsem k temu, da upoštevamo njegovo sliko stvarnosti in to je prvi korak. Ali obstaja kakšen recept, ki ga lahko uporabimo, ko želimo primerno izraziti svojo jezo? Za pravilno izražanje jeze obstajajo ena pravila, ki jim pravimo pravila za konstruktivno izražanje jeze. In prvo pravilo je to, da jezo vedno usmerimo v vedenje, nikoli v osebo. To pomeni, nismo žaljivi, ne obsojamo ljudi kot bitja, ampak obsojamo predvsem njihovo vedenje in povemo, kaj nam ne ustreza. Se pravi, ni kriva oseba, ampak njeno vedenje. Pojdiva zdaj k drugemu pravilu. Drugi zelo pomemben princip je ta, da jezo izrazimo z nekim minimalnim nabojem. To pomeni, da ne gremo v previsoke tone, da nismo pregrobi ob tem. Torej, jezo izražamo čim bolj milo. Kaj pa tretje pravilo? Tretje pomembno pravilo je, da povemo jasno, kaj je tisto, kar nam ne ustreza. Torej, katero vedenje je neustrezno. In mogoče četrto pravilo je pomembno, pravimo mu tudi preusmerjanje. To pomeni, da povemo tudi, kaj bi pa nam ustrezalo. Ne samo, kaj ni v redu, ampak tudi, kaj je v redu in s tem človeka napeljemo, katero vedenje pa bi bilo ustrezno. Torej, ne loputaj toliko z vrati, zapiraj jih, prosim, tiše. Zato, da ve, kaj se od njega pričakuje. Pomembno je, da povemo tudi, kako želimo, da drugi ravnajo z nami. Ali obstaja še kakšno pravilo? Zadnje pravilo je to, da je jezo treba izraziti relativno hitro po neprimernem vedenju. Če bomo čakali predolgo časa, potem človek, ki je naredil napako, pravzaprav te napake ne bo več mogel povezati s kontekstom tiste situacije, ker bo že izvenelo. Kaj pa naredimo, če smo v situaciji, ko izražanje jeze ni primerno? Jeze ni treba vsakokrat tudi izraziti. Lahko smo napeti, lahko smo jezni, lahko se čutimo upravičeni, da bomo izrazili svoje nezadovoljstvo, pa je situacija neprimerna. Tako da jeze ni treba vedno izraziti, lahko izberemo potem kasnejši čas kljub temu ali pa nek drug način, s katerim drugemu pojasnimo, zakaj smo se v situaciji razjezili ali odmaknili iz te situacije in nam ni bila ustrezna in kaj pravzaprav si želimo v bodoče. Lahko bi rekli, da trasiramo teren, postavimo meje in drugim povemo, kako želimo,
da odslej ravnajo z nami. Drage gledalke, spoštovani gledalci, to je, kar se jeze tiče, vse. Želim vam dosti uspeha pri spopadanju s tem dostikrat neprijetnim čustvom. Se vidimo v četrtek.